Lep dober večer še enkrat. Jaz mislim, da lahko začnemo. Sicer je bilo še nekaj prijavljenih, ampak nič za to. Zdaj nekaj je novih tukaj, pa morda sem, da vam se predstavim. Tisti, ko se še ne poznamo, sem Dragica Bratanič in prihajam iz Regionalne razvojne agencije Zeleni Kras. Tudi kolegica Zdenka Žakelj je iz RRA in smo vodilni partner LAS, kar pa meni, da pač izvajamo te aktivnosti, upravljamo LAS in tudi rekla zdaj, ko imamo LAS končno potrjen, 17. oktobra smo dobili odločbo, trajalo je kar nekaj časa. Leto nazaj smo bili še zelo aktivni pri pripravi strategije, zdaj pa smo končno dobili to odločbo, ki nam omogoča, bi rekla, ta formalno-pravni zagon v vseh segmentih, kar se tiče delovanja LAS-a. Ponavadi stojim, danes bom sedela, smo se nekako odločili, da bomo tudi posneli zadevo in te stvari potem objavili na spletni strani, tako da bo dostopno tudi tistim, ko danes niso tukaj z nami. Tako kot sem že rekla, v petek je bil objavljen prvi javni poziv za operacije, ki zasledujejo strategijo lokalnega razvoja za LAS Notranjska. Strategijo smo pripravljali leto nazaj, večina od vas je bila na teh delavnicah, tako da, bi rekla, ste sami krojili vsebino tega in iz tega izhajajoč tudi posledično vsebino razpisa, ki je pred nami. Zdaj verjetno že vsi veste, da se pač po tem finančnem obdobju LAS-i financirajo iz dveh skladov. Če je bilo še v prejšnjem samo iz kmetijskega sklada, je zdaj tudi iz sklada za regionalni razvoj in skupaj iz obeh skladov ima ta LAS na voljo, bi rekla, slab milijon. 608 000 je za projekte oziroma operacije, to je zdaj poenoten izraz, ne uporabljamo projekte, ampak operacije, jaz se jo ne morem navaditi, tako da bom verjetno mešano govorila. Je 608 000 iz kmetijskega sklada in skoraj 370 000 iz sklada za regionalni razvoj. Prvi razpis, ki je zdaj objavljen, je samo iz kmetijskega sklada, ker takoj, ko imamo dva sklada, odzadaj dva ministrstva, dva evropska programa, kmetijski sklad izhaja iz programa razvoja podeželja, regionalni sklad bazira ali pa izhaja iz operativnega programa za izvajanje kohezijske politike, dvojna pravila igra in tako naprej. Smo se pač večina LAS-ov, zdaj jih je 37 v Sloveniji, smo se odločili, da gremo pač z vsakim skladom posebej delati razpise. Ta razpis je v vrednosti 230 000 evrov, kar pomeni, da smo nekje tretjino sredstev dali na zdajšnji ta poziv. Se pa razlikuje delež sofinanciranja, je bilo tudi zahtevano po uredbi o izvajanju CLLD oziroma uredba o izvajanju razvoja kako je že CLLD? Razvoj, ki ga vodi skupnost, tako je, v izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost ali po domače CLLD. Tako da za tisti projekti, ki bodo izkazovali neko širšo, neko dodano vrednost, nek širši kontekst, nek skupni interes, ali da bo dostopno rezultati te operacije ali širšemu območju ali večjim deležnikom, da ne bo rekla samo za tistega, ki prijavlja, bo višina sofinanciranja 85% upravičenih stroškov. Rekla operacije, ki pa ne izkazujejo te neke dodane vrednosti za širšo, oziroma nimajo tega širšega družbenega pomena, pa je sofinanciranje 60% upravičenih stroškov.
Zdaj, konec leta 2018 se pač pregledujejo neki kazalniki, to je zdaj seveda relativno hitro, če vidimo, da smo zdaj konec 2016, pa gremo šele s prvim pozivom ven, ampak programsko obdobje traja že od leta 2014, pač naša država je malo zamujala s pripravo teh dokumentov, da mi lahko naprej delamo na nižji ravni, tako da bomo prve projekte izvajali, bodo krajši, tudi manj denarja namenjeni, enoletni projekti in na ta način skušali dosegati nekatere kazalnike, ki pa LAS-u lahko prinesejo še dodatna sredstva, ki bi jih potem seveda uveljavljali v drugem ali celo tretjem javnem pozivu. Bomo videli, kako se bo zadeva razvila. In kar je tudi pomembno, da so upravičeni stroški tisti, ki jih boste ustvarjali po izdaji odločbe. Se pravi, dokler vi ne dobiste odločbe, na projektu še pač ne smete delati, ker drugače ne bo štelo kot upravičen strošek. Če boste imeli odločbo, ne vem, 30.9.2018, vi bi pa hoteli uveljavljati račun iz 30.8.2018, to pač ne bo možno, ne? Lahko uveljavljate stvari po 30.8. Strategijo sem omenila že na začetku, zakaj je pomembna, zato ker pač vsebinsko izhajamo iz te strategije, iz potreb, ciljev, ukrepov, ki smo jih v strategijo zapisali. Jaz tukaj ne bi šla razlagati teh zadev, vam pa toplo priporočam, da vsaj 7. pa 9. poglavje strategije si pogledate, kjer je vse, rekla, natančno zapisano, ker so to tiste stvari, s katerimi morajo biti vaši projekti usklajeni. Zdaj, tisti, ko ste hodili na te delavnice, veste, da so že vnaprej bila določena 4 tematska področja, to je ustvarjanje novih delovnih mest, to je razvoj osnovnih storitev, varstvo okolja in pa vključevanje ranljivih skupin. Zdaj, na kmetijskem skladu smo mi uvrstili 3 tematska področja, na regionalnem skladu pa 2, tako da ni, rekla, to samo tisto, kar smo mi nekako prepoznali, da je potreba na tem področju, čeprav potem, ko smo delali zadeve, smo videli, da se tudi na tem območju, rekla, ukvarjamo ali pa soočamo tudi s temi potrebami, ne? Da manjka delovnih mest ali pogojev za ustvarjanje delovnih mest, bomo pol videli podrobneje, tudi še razvoj osnovnih storitev, da dvignemo kakovost življenja prebivalcev na tem območju, pa seveda glede na to, na kakšnem območju se nahajamo, izrednega pomena tudi varovanje okolja in pa ohranjanje narave. Zdaj so me že prej opozorili, da tle se ne vidi prav dobro, tudi zato, ampak te stvari so v javnem pozivu tudi zapisane. Vsa dokumentacija, tudi strategija, se vse skupaj nahaja na spletni strani od LAS-a Notranjske, na enem mestu zdaj zbrana, tako da ne boste iskali po vseh straneh. Kaj se hotela reči? Kadar govorimo o ustvarjanju novih delovnih mest, je lahko takoj, ne vem, kako bomo pa ustvarili novo delovno mesto, se to ni kar tako, ampak tle ne gre samo, rekla, da morate na koncu nekoga ali pa sebe ali pa koga zaposliti, ampak gre tudi za pogoje ustvarjanja delovnih mest, za razvoj, rekla, nekih novih znanj, izkušenj, produktov, storitev, ki lahko tudi v prihodnje ustvarijo delovna mesta. Ne samo, da bi morali kot rezultat operacije dati, da imate novo delovno mesto. Na tem tematskem področju zasledujemo 2 cilja, in sicer to povečanje inovativne podjetniške aktivnosti na območju in pa povezovanje in organiziranje obstoječih ali tudi novih ponudnikov za nek skupni nastop na trgu. In tle smo dali 2 ukrepe, razvoj produktov in storitev z dodano vrednostjo. Tu je, rekla, rezultat ne bi bili neke nove storitve in produkti, potrebno je pa tudi mogoče neko usposabljanje, neko izobraževanje za to in pa vsebinska področja, na katerih lahko to realizirate,
so široko zastavljene. Bodisi, da je to kmetijstvo, da je to turizem, da je to lesarstvo, da je to neka domača obrt, ne vem, dopolnilne dejavnosti, obnovljivi viri energije, skratka, področja, na katerih lahko delujete, so široko zastavljena. Drugo pa je to, kar sem rekla, spodbujanje in sodelovanje za skupni nastop na trgu. Seveda ne govorimo samo o nekem turizmu, tle govorimo tudi o recimo lokalni samooskrbi, o nekih oblikah, kako bi rekla, z nekimi skupnimi močmi morda dvigniti prepoznavnosti ali nekemu produktu, da se ustvari neka mreža teh lokalnih ponudnikov, da bi recimo lahko potem svoje produkte naredili večjo prepoznavnost in potem tudi bili tržno bolj uspešni. Pri razvoju osnovnih storitev smo zastavili zelo na široko, skratka, razvoj tiste nekih manjkajočih storitev, produktov, hkrati tudi neke potrebne morda infrastrukture, govorimo o nekih majhni infrastrukturi, če pogledamo, koliko je ta končna ali pa celotna vrednost razpisa, ki je potrebna za to, da bi se ta kakovost življenja na podeželju dvignila. Spet so lahko to prostočasne dejavnosti, je to neka, bi rekla, športna aktivacija, je to razvoj nekih kulturnih dejavnosti, spodbujanje aktivnega življenjskega sloga, izobraževanje, lahko je to, bi rekla, izboljšanje, ne vem, iskanje nekih rešitev za izboljšanje mobilnosti na podeželju. Skratka, vse tisto, kar dviguje to kakovost življenja in da v bistvu ohranjamo poselitev tega podeželja. Zdaj seveda je tudi infrastruktura v igri, ampak infrastruktura v smislu, da omogoči izvajanje nekih vsebin. Ne infrastruktura sama po sebi, ampak zelo močno vezana na vsebine. Večji poudarek je nekih mehkih vsebinah in neka spremljajoča infrastruktura, da lahko potem te vsebine izvajamo. Če želimo, ne vem, povečati ali pa bolj intenzivizirati aktivno preživljanje prostega časa, zdaj so morda moderne, ne vem, neka zunanja igrišča, seveda je potrebna infrastruktura v smislu postavitve nekih pripomočkov za to, da bo neka, rekla, ciljna skupina lahko to izvajala. Potem imamo še varstvo okolja in ohranjanje narave. Tle je cilj pač dvigniti to ozaveščenost prebivalcev o pomenu varovanja okolja in ohranjanja narave in tudi prispevati nekaj, rekla, ali celo izboljšati obstoječe stanje okolja. Tako da smo dali 3 ukrepe, se pravi ozaveščanje, se pravi izobraževanja, usposabljanja, lahko tudi oglede kakšne primere dobre prakse, je pa potrebno te projekte izvajati samo na območju las. Tako da, rekla, tudi ogledi primerov dobre prakse izven območja niso možna, jih pa lahko poiščemo tukaj. Tudi zdaj sem slišala, da marsikdo sploh tukaj še ni bil na Blokah ali rekla, tle v Novi vasi, tako da se najde tudi kak primer dobre prakse, pa niti ne vemo za njega. Izvajanje nekih pilotnih aktivnosti, ki prispevajo k ohranjanju stanja okolja, se pravi, gre za neke manjše te, rekla, neke pilotne aktivnosti, inovativne, se pravi, da jih še ni na tem območju, ali prenos dobrih praks od kje drugje, ki so vezane, rekla, na širše področje varovanja okolja, lahko so to odpadki, lahko so to obnovljivi viri energije, učinkovita raba energije, problem, ne vem, tujerodnih vrst in tako naprej. In pa seveda, kar je bil tudi velik poudarek, ko smo delali strategijo, je bilo, da je potrebno nadgraditi, obnoviti ali celo izgraditi infrastrukturo za interpretacijo narave in pa usmerjanje obiskovalcev na tem območju. Zdaj, verjetno ta zadnje je za razmisliti, če ni bolj primerno za ta drug razpis, ki bo tudi, rekla, časovno dlje časa trajal in bodo večji finančni viri za to, ampak morda se da tudi kakšna manjša zadeva pač zdaj realizirati.
Vi, ko boste pripravljali svojo operacijo, svoj projekt, se boste morali osredotočiti na en ukrep. Vi boste morali fokusirati zadevo. Lahko pa s tem vplivate, rekla, na realizacijo več ciljev ali pokrivate več tematskih področji. Vi lahko, rekla, ustvarite in pogoje za delovno mesto, hkrati varujete okolje z neko izvedeno aktivnostjo, se morate pa osredotočiti na en ukrep. In ga boste morali tudi označiti na ta način in argumentirati. Prej sem omenjala tudi ta Evropski regionalni sklad. Tam bomo imeli dve področji tematski, in sicer ustvarjanje novih delovnih mest in pa vključevanje ranljivih skupin. Se pravi, isto področje na obeh skladih je to ustvarjanje novih delovnih mest, kjer je pač velik poudarek. Razlika je v tem, da to morda tisti, ki razmišljate v tej smeri, da bi nekaj v smeri podjetništva in to naredili, pač razlika je v tem, da iz kmetijskega sklada je upravičeno celotno območje, se pravi območje vseh 3 občin. Iz regionalnega sklada so pa upravičena območja, tako imenovana urbana območja. Zdaj, lahko se mi smejemo, koliko imamo tle urbanih območij, ampak vsa ta našteta urbana območja so nam neka dodatna sredstva prinesla, tako da smo izkoristili vse, kar se je pač izkoristiti dalo, ampak se bodo lahko projekti izvajali samo v teh naseljih območjih, ki so pač navedena. Cerknica, Rakek, Begunje, Grahovo, Nova vas, Fara, Stari Trklož. Tako da pač so bila neka pravila igre, po katerih smo to lahko določili. In je v bistvu tle na regionalnem skladu potem še večji poudarek na socialnem podjetništvu. Lahko je tudi so zadeve, ki se tičejo urejanja kakor mestnih jeder, jeder teh naših središč, tako da so malo širše usmerjene. Je pa, rekla, zadeva osredotočena na te centre, tega našega lasa, na ta način. Kdo lahko sodeluje? Lahko sodeluje lokalna akcijska skupina kot las, če se izkaže takšna potreba, drugače pa fizične osebe, ki imajo stalno bivališče na tem območju. Če se spomnite, so to isti pogoji, kakor za članstvo las. Pravne osebe, ki imajo sedež ali neko predstavništvo, izpostavo, podružnico, se pravi registrirano neko enoto na tem območju, lahko pa imajo sedež seveda kje drugje, in pa pravne osebe javnega ali zasebnega prava v javnem interesu, ki pač delujejo na območju las, kakšni javni zavodi, agencije in tako naprej, ki jim pač neka zakonodaja narekuje, da pokrivajo v svojem delovnem obsegu tudi to območje, kakor je Zavod za varstvo narave, Zavod za kulturno dediščino in tako naprej, Kmetijsko-gozdarski zavod in tako naprej. Zdaj lahko pač upravičenec, vlagatelj izvede ali predlaga za sofinanciranje operacije, v kateri je, rekla, edini, je samo on, ali pa to izvede s partnerji, se pravi, in tudi partner mora biti ta upravičenec, mora iste pogoje izpolnjevati kakor vlagatelj, in pomeni, da tudi, rekla, mora z aktivnostmi zastopan biti v projektu in finančno. Tako da so, rekla, finančno lahko je tudi prispevek v naravi, ki je tle možen, ni pa možen preko regionalnega sklada, tudi to je en podatek. Pa je fizična oseba lahko partner v projektu? Lahko je partner v projektu, Če, rekla, zdaj vse odvisno, načeloma je lahko, teoretično je lahko, vedno je pa potem od same vsebine projekta se vidi, ali da ali ne in na kakšen način to zapeljati, teoretično pa je možno. Zdaj pa, če pa rekla, da se ugotovi, da gre za operacijo, ki bi se lahko izvedlo, program razvoja podeželja ima 19 ukrepov, 19 je prav ta LEADER, oziroma ta, ki pokriva lase.
bi se lahko projekt, ki ste si ga zamislili, izvedel tudi skozi neke druge ukrepe programa razvoja podeželje, pa vam tisti ne ustreza zaradi ne vem česa, rekla morda pogoje sofinanciranja ali karkoli, pa je potem potrebno, oziroma tak projekt lahko izvede LAS ali skupina oseb, skupina upravičencev, se pravi, da morajo biti 3 in je potrebno to tudi argumentirati in mora tak projekt imeti neko dodano vrednost. Vi bi lahko neko investicijo na kmetiji izvedli tudi iz nekih drugih programov. 4:1 recimo. 4:1, ne vem, 6:1 mladi prevzemniki. Ja, ne, iz nekega, bi rekla, drugega, tega osnovnega ukrepa, pa vam ne ustreza, ker bi sam v enem segmentu morda, ali pa so tam neki, ne vem zakaj, drugačni pogoji, ki vam ne ustrezajo, morate biti potem vsaj 3, ki lahko tak projekt izvedete skozi ta poziv LAS-a in je treba pač utemeljevati to neko dodano vrednost, to neko širšo korist za širšo družbeno okolje. Zdaj, vsi partnerji morajo priložiti tudi potrdilo FURS-a o plačanih davkih in prispevkih. Če greste tam, to dobiste takoj, če pa to po pošti, pa odvisno od gužve, ampak nekje v roku enega tedna se da dobiti. Pač 25.1.2017 je tisti datum, ko morajo vse vloge biti na našem naslovu, tako da tudi to načrtujete pravočasno. Pravičeni stroški, to imate posebno poglavje tam, to so, posebno navodilo, smo pač, ki ga je izdala Ministrstvo za kmetijstvo, to so stroški dela, stroški materijala, naložb in storitev, zunanji izvajalci, prispevek v naravi, nakup zemljišča. Vidite, da eni niso omejeni na 10%, DDV pa ni upravičen strošek, ne? Tako da pri nobenem skladu. Tisti, ko so zaposleni, pač dajo stroške svojih plač, tako upravičujejo svoje delo. Tisti, ki delamo te projekte, vemo, da je birokracije polno, da je potrebno oddati polno teh papirjev, ampak tako je, so pa priznani pač vsi plače vsemi pripadajočimi davki in prispevki in delavca in delodajalca in regres in proporcionalno ali pač eno leto je celoten, nadomestila plače in pa seveda tudi potni stroški, tako da prehrana, prevoz, vse, kar sodi, bi rekla, pod skupni imenovalec plač. Tle sem ven potegnila vse, kar je tisto, s čimer morate dokazovati. Vsako stvar, ko ste delali, fotografirati prej, vsred in pol, brez fotografije recimo ne gre. Tako da to boste imeli gor, jaz tle ne bi šla v detajle, če bi bilo kakšno vprašanje. Zdaj, za opravljeno delo ni nujno, da ste zaposleni, lahko pač tudi na drug način si povrnete stroške, se pravi vse druge oblike dela oziroma pogodb o delu, tako da je pa potem isto v bistvu. Vedno je treba odzadaj imeti neko poročilo, dokazovanje, da so zadeve plačane, da so izvedene in ali izdelki ali fotografije, s katerim se to pač podkrepite. Potem so stroški materijala, naložb in storitev, to so tisto, kar bi rekla, ali kupite ali za vas delajo zunanji in morate pač seveda tudi zbirati ponudbe, zato da vidite spet, koliko je tega, ne. Za vsako stvar, ko boste dali ali mislili kupiti ali neko storitev naročiti, morate imeti 3 ponudbe, ne. Najprej je bilo mišljeno, da bo narejen katalog priznanih stroškov, potem so ugotovili, da je, bi rekla, to zelo težko narediti, je narejen samo katalog za nekatere kmetijske zadeve in pa predvsem kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo. Morda kakšna zadeva bo tam prav prišla, tudi to imate na spletni strani, kar v tem katalogu ni, pa je pač potrebno 3 ponudbe, razen za
javne zavode in občine. Kdor dela po ZJN-ju, po zakonu o javnem naročanju. Ta lahko, ampak te 3 ponudbe bo treba tudi k vlogi oddati. Vi, ko boste delali finance, boste morali že priložiti za vsako stvar 3 ponudbe. Ne? Tako da je kar nekaj dela. Pa ne vem, če ste delali pa javno naročilo, je treba pa vso dokumentacijo pripeti zraven. Ne? Tako da vedno priloge. Pol so stroški zunanjih izvajalcev, tako imenovani splošni stroški. To so, rekla, v manjšem obsegu stroške, ki jih imate s pridobitvijo kakršnokoli dokumentacije, ali je to gradbena, ali je to, ne vem, študija izvedljivosti, ali so to pač nadzor, ki je potreben za izvedbo kakšnih del. Tako da neko svetovanja strokovna je možno uveljaviti, ampak v obsegu največ 10% vseh upravičenih stroškov. Ne. Če vaš pač projekt vreden 10.000 evrov, je to potem 1.000 evrov lahko za to namenite. Isto, dokazila. Če bi karkoli, kar bi vi potrebovali, ne vem, gradbeno dovoljenje, da lahko, rekla, nekaj potem tam izvajate, vse to mora biti že priloženo k vlogi. Zadeve mora biti že prej dorečene, da je potem samo še tista končna izvedba pride v poštev. Strošek prispevka v naravi, spet omejeno na 10% upravičenih stroškov operacije. Zdaj lahko je to v obliki dela, materiala ali nepremičnin. Če gre za v obliki dela, morate spet poiskati za tisto delo neka primerljiva vrednost, vrednotiti morate tisto delo, ne? Ne vem. Ceniki storitev na obrtni, recimo. Ja, hotela sem reči, sem imela en primer še prejšnjič, da je pač nekdo čebelnjak postavil in je pri tem, rekla, tista dela kopanje, rekla, taka težka ta delal sam, je pač moral poiskati ali primerljivo pač na študentskem servisu, to je ena možnost, da se tam poišče, ali je to cenik obrtne zbornice, ali še, mislim, da bi se kakšna zadeva, spet odvisno od tega, kaj bo to za ena storitev pač izvedena. Če daš blago, potem je treba spet oceniti to vrednost, ne, z nekimi katalogi, ceniki, nek drug način pridobiti ponudbe, ali pa če je to pač zemljišče, potem je treba pa potrdilo neodvisnega cenilca ali nekega drugega organa, ki ga pač naša država priznava in, rekla, poda to verodostojno oceno. Tako da to je, kar se tiče prispevkov v naravi, pa to tako zgleda, ne? Da si naredil toliko ur dela in ga ovrednotiš po tej in tej ceni, zato pa si uporabil, ne vem, cenik študentskega servisa, ker, ne vem, na obrtni zbornici nimajo takih del ali pa kje drugje, ne? Isto stroški nakupa zemljišč, ampak mora biti seveda zemljišče vse, rekla, pravno formalno urejena zadeva, da se ne bi pol kje lovili, a ne, da niste lastniki, recimo. Zdaj, sploh če imate, fajn je, če to daste pač na koncu, sploh če imate ta prispevek v naravi za neko storitev in to, da boste lažje potem ovrednotili realno to zadevo in tudi dokazovali. Neupravičeni stroški, pač kar je najbolj pomembno, je to, da pač DDV ni upravičen strošek in toliko potem morate več sami pokrivati, ne, je višji ta vaš delež sofinansiranja in tudi recimo stroški priprave vloge ali pa zahtevkov ni upravičen strošek, kar je prej bilo, ampak to je itak, boste pol videli, gre to vse preko lasa, ne? Tudi zahtevki, vloge, vse to gre preko lasa, vam pri tem mi bomo pomagali. Druge so pa take stvari, no, to si lahko pogledate. Zdaj, najnižji znesek za projekt sofinansiranja, ta znesek javne podpore, teh 85 ali 60%, najnižji znesek je 2.000 evrov, pod to pač ne. Najvišji znesek je pa 20.000, če gre za projekt, pri katerem je samo vlagatelj, sem rekla en partner,
oziroma na 50 tisoč je omejeno, če gre za več partnerjev. Ne. Se pravi 50 tisoč plus DDV plus delež sofinanciranja, ne. Ali je to 15 ali je to 40%, pa dobiste potem končno vrednost projekta. Če je projekt višji kot skupna vrednost projekta več kot 20 tisoč, lahko ga razdelite na 2 fazi, lahko izdate 2 zahtevka, pri čemer vrednost zahtevka ne sme biti manjša od 5 tisoč prvega. Ne. Seveda se zadeve pač po pravilih državnih pomoči delijo, razen za občine ali pa druge javne inštitucije. Mislim, da že ta de minimis, pravila de minimis poznate, da v 3 letih pač ne smete prejeti več kot 200 tisoč. Dobro, v cestno-prometnem sektorju je to 100 tisoč, drugače pa je ta znesek 200 tisoč in bo potrebno izpolniti tudi obrazec, kjer boste morali navesti, ali ste že prejeli v zadnjih 3 letih kakšen denar, koliko, ker recimo, da ste vi prejeli, ne vem, dajmo reči 160 tisoč, zdaj pa zaprosili za 50 tisoč, ne morete, isto partnerji, ne. Potem tak projekt ne gre skozi. Tako da je treba tudi na to gledati. Na kaj treba seveda biti spet pozoren, je to, da, kot sem že rekla, da je skladno s tem, kar je bilo zapisano v strategiji, ki smo si zapisali ali pa napisali jo sami, jo moramo spoštovati in moramo pač stvari zdaj slediti z izvajanjem operacij. Če ugotovimo po tem razpisu, da smo kaj falili, da ne vem, rekla po teh prvih razpisih, lahko mi tudi seveda strategijo potem spremenimo, ampak zaenkrat je takšna, kot je in je pač potrebno slediti, da mora biti seveda finančna konstrukcija zaprta, da morate vi točno vedeti, vi partnerji, rekla celotna ekipa, ki bo pripravljala projekt, da imate zadosti sredstev za izvesti projekt. Ker je samo 2 zahtevka, ne glede na to, kako velik je projekt, lahko izdate samo 2 zahtevka, če je manj kot 2000, samo enega pomeni, da morate imeti denar, da vi vse najprej naredite in potem dobite nazaj. Ne. Da so potrebne vsa dovoljenja ob oddaji vloge, če je tak projekt, soglasja, karkoli, kar pač zakonodaja zapoveduje. In za te ponudbe zraven sem pa že povedala, da je pač potrebno jih dati, če stroški niso v katalogu in če niste pač neka javna ustanova. Vloga ne bomo nič posebej zdaj obravnavali, pač noter so osnovni podatki o upravičencih, se pravi o prijavitelju in partnerjih, oziroma vodilnemu partnerju in ostalih partnerjih, o vsebini operacije, treba je napisati, zakaj je taka operacija, kaj želite narediti, s kakšnimi konkretnimi aktivnostmi, kakšne rezultate bo dala operacija, tle morate biti egzaktni, ne vem, delavnice, koliko delavnic, kje bodo te delavnice in tako naprej. Komu je ta omenjena, katere ciljne skupine nagovarjate s tem. Inovativnost in trajnost operacije je pomembno. Inovativnost ne pomeni, da boste morali kaj patentirati ali ne vem kaj, ampak da imajo prednost tisti projekti, ki bodo prinesli na to območje nekaj novega. Ali da je, ne vem, obstaja v eni občini, ni pa v drugi občini. Tudi to je lahko inovativno za tistega, če prihajaš iz te občine, ali to, bi rekla, prenos ničesa. Lahko je inovativno partnerstvo, ne? Tudi to je lahko. Zaželjena so partnerstva mešana med sektorji, se pravi nevladniki z javnim sektorjem, s podjetniki, tudi to je lahko inovativno, ker tega ni bilo dosti. In pa trajnost operacije, ne? Kako boste potem zagotavljali rezultate operacije tudi po izplačilu zadnjih sredstev. In pa če je kakšna naložba mišljena ali oprema, je treba to pač notri specificirati. Potem je treba seveda tudi predočiti dinamiko, ker mora vse biti skladno, ne. Pač od finančnega načrta, časovni načrt, kdo bo kakšno aktivnost izvajal, je treba tudi napisati vlogo partnerja oziroma vseh
članov ali pa vseh partnerjev projekta, ne. Potem so pa pač neke obvezne priloge, se pravi, ki izhajajo iz teh predpisov in jih morate tudi priložiti obvezno. Kako bo se te vloge ocenjevalo? Za ocenjevanje vlog bo šel poseben, oziroma bo ocenjevala ocenjevalna komisija, ki jo potrdi upravni odbor in za katero gre ven poseben javni poziv, ker smo se odločili, da bo strokovna neodvisna komisija izven območja, pač bojo prišli tega, ker se vsi tle nekako poznamo in da ne bo potem ocenjevalna komisija pred vrati, ker bo povezana s tistim, ki ga bomo ocenjevali, ne bo imel kdo ocenjevati. Mora biti pa pravočasno prispela vloga, ne? Če je tam napisano, da je 25.1.2017 in velja poštni žig oziroma osebno prinešena do 14. ure, to more pač na pošta bo dala žig, mi bomo pa zavedli uro, ki je prispela in potem gre lahko naprej in pa tudi pravilno opremljena kuverta. Če ne bo gor naslova, kdo poslal, pač ne bo možno s tem nič narediti in se lahko zadeva samo zavrže. Narejen je tudi obrazec, ga lepo prilimajte gor in če je treba še kaj izpolnite, pa mislim, da ne, da je obrazec z našim naslovom, z navedbo, ne odpiraj, vloga na javni razpis in tako naprej. Tako da najbolj, da to gor prilepite in nimate težav pol in seveda vnesete pač pa svoje podatke. Potem pač, če pregleda se administrativna popolnost vloge, se pravi, ali so vsi obrazci izpolnjeni, požigosani, pač tako, ko mora biti in ali so priložene vse priloge. Ta del pa se da dopolniti, tako da če to ni rekla tako, ko mora biti, vas bomo potem pozvali na dopolnitev, ki je predvidoma je 8 dni. In če pač je zadeva izpolnjena, se preveri tudi izpolnjevanje pogojev za upravičenost in potem gre lahko v vsebinsko ocenjevanje. Kaj pa so ti pogoji za upravičenost? So sicer zadeve, ki jih boste morali skozi vlogo izpolniti, ne. To je ta skladnost, to je to, da izpolnjujete pogoje, da imate zaprto finančno konstrukcijo, da se ne financira že iz drugih virov, da ne prihaja do dvojnega financiranja, da se še ni začelo izvajati aktivnosti, operacije. Skratka, vse te zadeve, ki so vam jih v bistvu že zdaj opozorile in ki jih boste skozi vlogo vi izpolnili, ampak povsod mora biti da, ne. Če jim je eden ne, gre vloga pač ven. In potem so pa kriteriji, kot je izvedljivost operacije. Če boste sledili izpolnjevanju vloge, boste lahko tudi to, ne, ali točno veste, kaj želite narediti, ne. Ali vse stvari, bi rekla, klapajo, časovno, finančno, z aktivnostmi, s partnerji in tako naprej. Ta inovativnost, ki sem vam jo omenila, ne. Tako da ni tisto, da boste morali, ne vem, sam nekaj na novo, lahko je tudi prenos, sicer dobiste malo manj točk, ampak je možno. Trajnost operacije, ne, to je velik poudarek. Ustvarjanje novih delovnih mest, kot smo že rekli, niso samo delovna mesta, ampak so tudi pogoji, ali rekla, da se ustvarjajo možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest, z odprtjem ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali pa povdanski SP, rekla, kot neka vmesna faza, ki lahko v prihodnje vodi do delovnega mesta, ali da zagotavljate ohranjanje obstoječega delovnega mesta, potem razvoj novih programov in produktov, pač to nam je rdeča nit tudi skozi ta tematska področja in brez tega ne gre. Teritorialna pokritost, seveda več točk dobi tista operacija, ki se bo izvajala na širšem območju, vpliv na okolje, nagrajujemo, bi rekla, nek pozitivno vpliv na okolje, da tudi na to razmišljate zraven, in pa partnerstvo, ne. Zdaj tle vidite, da največ točk dobijo tisti, ki sodelujejo vsaj 4 partnerji iz različnih sektorjev. Te različne sektorje smo morali potem, so vztrajali strani države, da jih, tako da
bi rekla, sodelovali, se pravi, od zasebnega javnega do ekonomskega sektorja in na ta način morda naredili korak naprej tudi pri nekih konkretnih rezultatih potem na terenu. Možnih je 100 točk, ta prag, da je projekt odobren, je 60 točk, oziroma odvisno od tega, koliko bo projektov in koliko, glede na to, koliko denarja pač imamo, ne. Gre pa seveda največ točk navzdol in pač lahko se že prej zaključi, če bo denarja zmanjkalo, oziroma lahko mogoče upravni odbor potem še kaj ukrepa. To smo že malo povedali, samo še malo bolj sistematično, se pravi 25.1. je tisti datum, ko mora biti vloga pri nas, ocenjevalna komisija, pregled vlog, možna dopolnitev administrativno nepopolne vloge, se pravi samo glede obrazcev in prilog, vsebinsko se seveda ne da nič več dopolniti. Potem pač mi obvestimo tiste, kateri so dobili sredstva, če misli, da bi se kdo pritožil, se lahko v 15 dneh, s tem, da merila oziroma kriteriji pač niso predmet pritožbe, o tem potem odloča skupščina LAS in potem, ko je to, bi rekla, nekako dorečeno, upravni odbor LAS potrdi posamezno operacijo ali pa potrdi delo ocenjevalne komisije ali pa še enkrat preveri delo ocenjevalne komisije, kakor hočete. In potem seveda s tem seznanimo skupščino, grejo pa zadeve potem zamešala sem. Ja, najprej upravni odbor, pol je možna pritožba, ja, ne pa obratno, ne. Pač možna pritožba na to, no, potem gre pa zadeva naprej na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki bo še enkrat pregledala zadevo in potrdila to, kar je LAS na tem nivoju naredil, ne. Zdaj na agencijo pošiljamo po elektronski verziji, mi, ne vem, če poznate portal e-kmetija, ki je narejena v okviru programa razvoja podeželja, in fizični obliki. To vse počne LAS, se pravi, vi boste morali itak na LAS oddati papirnato in elektronsko verzijo vloge, naj bosta enaki, upoštevala se bo papirnata, če bo razlika. In potem, ko bojo vse te procedure, ves ta postopek ocenjevanja dorečen na nivoju LAS-a ali pa na nivoju tega območja, gre še enkrat v potrditev vse skupaj na agencijo, ki bo izdala odločbo. Odločbo pa izda seveda prijavitelju. Tako da ta postopek zna biti kar dolg, ne. In sicer strani države smo skušali dobiti odgovor, koliko bojo oni rabili, da bojo to pregledali. Računate, da 37 LAS-ov, zdaj ni dosti razpisov še od zunaj, ali pa zdaj bruhamo z razpisi ven, ne. Tako da upamo, da jaz bi predlagala, da je začetek projekta, ne vem, 1. maj je zelo, po moje preoptimistično, 1. junij, ne. Tam smo dali rok, da je 30. junij 2018 zadnji čas, da vse oddate, da zaključite projekte in oddate poročilo oziroma zahtevek. Tako da to teh 12 mesecev, oziroma si nismo upali napovedati niti 12 mesecev, ne. Ker enostavno res ne vemo, koliko bo rabilo strani države. Se tudi bojim, da če bojo pritožbe, da bojo rekli, da ne smemo posamezne projekte pošiljati, ampak da bo treba v paketu, nimamo odgovora zdaj na to, ampak se zna tudi to zgoditi. Skratka, dajmo čim bolj pazite, da bo, mi smo na voljo Zdenko za kakršnakoli vprašanja, a dam ta papir, a ne dam, dajte raje poklicati, ali pa raje papir več kot premalo, da bi bilo čim manj teh dopolnitev, ker to bo vse zavlačevalo zadeve, ne. Tako da in ko dobite odločbo strani agencije, lahko začnete delati. Tle sem vas samo še enkrat hotela spomniti, kaj so tiste stvari, na katere biti pozorni, ko sem se z večino od vas že pogovarjala, pa z veliko večino pogovarjala. Vem, da imate projekte, nekateri bolj, drugi manj pripravljene, da razmišljate o tem, da imate neke projektne ideje. Dajte še, rekla, iz tega vidika izhajati, ne. Da je malo, rekla, a je
povezano sploh s strategijo. A te vsebine najdete v strategiji, ker brez tega ne gre. Za koga delate, kakšno partnerstvo, kaj lahko kjer partner naredi noter. Začnite si enostavno tabelice delati. Partner 1 bo delal to, partner 2 bo delal to. Dajte finančno ovrednotiti. Vsak mora svoj del zalagati. Do kje lahko pridemo finančno. Tudi če gremo na 20.000, a bomo lahko, ne vemo, koliko je ta, rekla, finančni tok strani države, oni rabijo 3 mesece, 5, vi boste lahko še vedno, rekla, projekt naredili, pa ne boste morda dobili povrnjeno pravočasno, da boste lahko plačali naprej sredstva ali pa račune, ker vas bo preganjalo, da morate projekt končati. Pač biti pozoren na vse te stvari, ne. Kako boste zagotavljali trajnost, oni vas lahko spremljajo še 5 let potem. In če ugotovijo, da vi 3. leto več nimate tisto, kar ste obljubili, da bo rezultat projekta, lahko še vedno vračate denar. Pa še vedno lahko, bi rekla, oglobijo. Kaj je tisti rezultat, zdaj bomo pa mi nekaj naredili, sušilnico sadja za, 5 ponudnikov, ali pa bo, za eno vas, zato ker se tam že ne vem, koliko jih ukvarja s tem. Kdo bo potem skrbel za to? Kdo bo vzdrževal to? Take zadeve je fajn, da se prej vse to dogovorite, noter navedete, da tudi potem tisti, ki bo ocenjeval, vidi, da imate projekt razdelan do konca. In pa seveda pejte po teh kriterijih, si sami probajte točkovati, ali pridete skozi, kaj bi morda še kje bilo potrebno. Se jim bi pa manjka, 5 točk, jaz rabim še enega partnerja, ali pa rabim razširiti zadevo še na drugo občino, imamo tam kakšnega, ki bi to isto stvar lahko peljal, ali na ta način. Seveda pa midve z Denko bova na voljo, in da bova sigurno enkrat na teden na tem območju, tako da bo možno tudi osebno svetovanje, odvisno od vašega povpraševanja, potrebno predhodno se dogovoriti. Več kot toliko vas na dan pač ne moramo vzeti. Dosti stvari se da po telefonu tudi. Če ste na uni strani, pridite na RRA, tudi nismo tako daleč, ne. Tako da jaz pravim, rajš 3-krat vprašati, kakor pa preveriti zadevo, no. Ne. Katera je ta temeljna strategija, kje je v tem razpisu, ki je treba? Strategija lokalnega razvoja za las Notranjska. Zdaj, tle nimamo dostopa do interneta, ampak če greste, tle imate spletno stran lasnotranjska.si, javni pozivi, prvi javni poziv, imate vse navedeno, vso potrebno dokumentacijo in tudi ta strategija je. Strategija ima, okoli 70 ali 80 strani, ne, ni treba zdaj vse brati, čeprav je fajn. 7. pa 9. pa so te ključne zadeve tam, kaj so cilji, kaj so ukrepi, kakšne vrste aktivnosti smo si takrat zamislili, da bomo pač izvajali, in temu je pač treba slediti, ko se delajo zadeve. In obrazci so tam objavljeni. Ja, je javni poziv, je razpisna dokumentacija, ne, kjer so čisto vsi obrazci, izjave, ko jih morate podpisati. Katalog stroškov, recimo tudi. Ja. Ena stvar, ne razumem čez dobro. Eno od potrebnih vlog, če je potrebno gradbeno dovoljenje, je tudi gradbeno dovoljenje, ne? Ja. To se pravi, za pridobitev gradbenega dovoljenja potrebuješ vse tiste arhitekte in tako, kar je kot upravičen strošek, ampak te računice tam nastanejo prej. Ja, to je izjema. Ta je izjema, to je pa ta izjema, seveda moramo mi, ker je logika to, in ti stroški so pa od 1.1.2014. Ja, sem pozabila zapisati zraven, ne. To je pa tudi zdaj z zadnjo spremembo uredbe o izvajanju CLLD, je to pač ta sprememba, je to ta novost, je bila pa 18.11. sprejeta, no. A vaška skupnost je lahko partner v projektu?
kar nekaj prav, mislim, ni fizična, ni... To smo se tudi že vaška skupnost je lahko. Ja. Zdaj, mogoče Kaj lahko sam malo še počakamo, da to, bi rekla, ta formalni del dokončamo, pa bomo pol se lahko po skupinicah pogovarjali. Ker morda še koga drugega tudi to ka. morate gledati z tega vidika, da pač partnerji bodo dobili sredstva na svoje TRR-je. Zdaj, če vaška skupnost ima svoj TRR, pol je v tem primeru upravičen, pa drug partner, agrarne skupnosti so tudi mogoče na meji. Mogoče ni dobro, da je vodilni partner, če je partnerstvo, ne? Da je pač kot partner pa mogoče nastopa kot, ne vem, delo v naravi, ne? Pa kakšne druge stvari, ne? Pač, če lahko nastopa, da je finančno, bom rekla, neodvisen, potem lahko. Pa izpolnjuje druge pogoje vezano na aktivnosti, ki jih bo izvajal. Pa sem še eno stvar, če RRA pač potrdi recimo en projekt, ki gre pa naprej na agencijo, a lahko agencija še zavrne? Še lahko zavrne? Komisija potrdi. Ocenjevalna komisija RRA je tle v vlogi administrativno-tehnične pomoči. Ne? Pač mi procesiramo papirje, dopolnitve in take zadeve, imamo pa strokovno to ocenjevalno komisijo, da upamo, da ne, da če ocenjevalna komisija tako odloči, če upravni odbor potrdi vsak projekt, da bo tudi agencija potem ne bo najdla nam neke, ne vem, svoje interpretacije nečesa, česar bi lahko potem projekt zavrnila, no. Ampak teoretično je. Oni imajo zadnjo besedo, ne, oni izdajo odločbo. Jaz sem želela vprašanje v zvezi s financiranjem projekta, ki se ga zastaviš kot eno projekt, oziroma sem rekla prej drugače. In sicer me zanima sledeče. Kdaj se ocenjujejo sredstva za izvedbo projekta ali ob sami prijavi, da imaš dovolj sredstva, da izpelješ ta projekt, ali potem, ko ti dokazuješ izvedbo projekta z računi in z samostavim? Kako je s tem? Že v prijavi mora biti razvidno, da boš ti ali, rekla, tim sposoben projekt speljati. Mora biti razvidno. Ja. Je pa tako, da če bi recimo ocenjevalna komisija dvomila, da je izvedljivost, da je tam nekaj ne štima, bi rekel, ne, lahko potem se ali pridobi ali neka dokazila, ki obstajajo preko e-uprave in tako naprej, ki so javno dostopna, da preveri zadevo. Zdaj, če bojo 3 nevladne si umislili nek projekt, pa vemo, ker toliko pa se poznamo nekje, ali pa že samega vloge dvomiš, a bo to možno v takem obsegu in tako zastaviti, lahko dodatno preverimo, ne? Ali pa zaprosimo za dodatna pojasnila, če nimamo iz nekih javnih evidenc za dosti podatkov. 25. mora biti na pošti. to denarja razvidno, ne? Mislim, tudi morate... vsak, zdaj tako, potem, kadar je projekt odobren, sicer lahko vi neko spremembico narediste, ampak jo mora najprej potrditi agencija. Sami ne smete spreminjati nič, ker ne bo nič potem upoštevano in ne bo to priznano kot strošek, ne. Se da, tudi bi lahko, ne vem, se zelo na hitro kakšne spremembe dogajajo, bi lahko tudi odstopili v roku 30 dni od prijetja odločbe od samega projekta ali karkoli, ampak vloga mora biti taka, da je iz nje razvidno, da bo projekt možno izvesti. Ker če ne, nima smisla, rekla, takega podpreti. Podpremo raje tistega, ki ima to bolj razvidno, ne. Ja. A je mogoče že znano, zdaj se od prvega termina, ki je zelo kratek, ne? Recimo, če zdaj v pripravi vidimo, da pač do takrat ni šans, a se mogoče že približno ve, kdaj bo naslednji razpis? Ja, tam pač, ko smo takrat v strategiji nekako konec 2018, naj bi šel ven preostale sredstva. 2018? Ja, in naj bi projekt lahko trajali tudi 3 leta, ne. Oziroma bomo razmislili,
malo prostora vmes bo, da vidimo, kaj bomo dobili na teh prvih razpisih, ali stojijo zadeve tako, kot smo si jih zamislili, ali je potrebno strategijo spremeniti, pomeni spet eno proceduro z vmešavanjem države in potrjevanjem z njihove strani in tako naprej. Je še zelo nejasno v bistvu, ne? Ta drugi termin. Ma ne, ni nejasen. Mislim, da je tam konec 2018 nekje bi, ampak potem ne vem, ali bomo šli z enim pozivom, ali bo več rokov za prijave, to bomo potem videli, ne. Je pa predviden ta drug razpis iz regionalnega sklada nekje konec januarja zdaj, no. Bo pa tam pa zdaj še razmišljamo, da bi morda ga malo bolj odprli še v letu 2019, no, bomo še videli. Kako je pri vas? Imate zdaj projekte, rekla, nekje začrtane, no? Zdaj, mi smo takrat, če se spomnite, zadnje 2 delavnici, ki smo jih delali, smo delali na oblikovanju skupnih projektov. Mene je kar nekaj jih klicalo, da to še živa stvar, da se, rekla, eni intenzivno delajo na tem, no. Tako da jaz nekaj projektov pričakujem, dobrih projektov. Ne vem, bomo videli, ne. Še kakšno vprašanje, kakšno razmišljanje? Če ne pa, imamo tle eno majhno čaj, malo flancatov in to, malo mini pogostitev, bi rekla, glih toliko, da morda zdaj, ko imamo še te podatke v glavi, še kakšno lahko med sabo rečemo, če imate še kakšno vprašanje, tako da drugače smo pa na teh kontaktih dostopni.